Jaz sem se srečala s hipnozo v osnovni šoli, ko je en hipnotizer imel na predstavo Liti v kulturnem centru na odru. In so me moje sošolke, ker sem bila precej pogumen otrok, prepričala, ne grem na oder. In pred mano so bili drugi, ki so se sam zamajali in je rekel, tamle se usedite. Pa sem prišla jaz na vrsto, mi je mogel dvakrat ene besede, se ne spomnim več, ne vem, je imel uro, nekaj je imel. In ta drugič sem se malo zagujškala in pa je rekel, tamle se used. In bila sem na odru, edina stvar, ki nisem mogla reči, je bila črka A, vse ostalo se mi zdelo pa na umem, sem videla, kaj oni okoli delajo. In ko me je poslal dol, sem rekla, mene ne more noben hipnotizirati. Da se bojo delali norca z mene, da bojo po meni hodili. Stara sem bila 14 let. Meni se je zdela tudi najbolj trapasta stvar, kar so jo kdaj uprizarjali. In ko sem slišala za hipnozo, tudi ko sem brala kasneje, mi je bilo zmeraj malo strah, to se norca delajo ljudi. To uveljavlja voljo in kje sem potem jaz. To mi ni bilo všeč. Ampak radovedna sem pa zmeraj bila. In zato sem šla v ta 4-dnevni tečaj. Ampak to je bilo pa drugače. To je bilo pa čisto nekaj drugega. To je bil pa tist, kar sem rabila. Spoznavanje sebe, skozi sproščanje, sugestije, ki so bile dobre, ne slabe. Noben se ni norčeval, ampak spodbujal, da sama sebe lahko spremenim, da najdem eno pot iz tega, na kateri sem bila. In zdaj verjamem, da je hipnoza nekaj najboljšega in bi jo mogli vsi poznati. Ker jo vsi uporabljamo vsak dan 24 ur na dan. Se kar naprej hipnotiziramo. Jaz samo mojega moža pogledam, ki gleda skoke, pa ne sliši nič, ne vidi nič, ni lačen, ni žejen, nič ne. Jo, transu skoki. Trans skoki, ja. Ja.